Ki ga je pripravil Lovski pevski zbor Globoko. Uvodoma smo jih že slišali, zapeli so nam bistriškega jagra. Sama o lovstvu do nedavnega nisem vedela kaj dosti. Sem pa vedela, da je to poslanstvo, pri katerem njegovi člani delajo s srcem za naravo. Poznam pa kar nekaj rekel o petju. Pravijo, da tisti, ki poje, slabo ne misli in da pesem povezuje. In ravno temu je namenjen današnji večer, ki je povezal lovske prijatelje. Odzvali so se povabilo in bodo s domačim lovskim zborom oblikovali današnji koncert. Tako najprej v imenu Lovskega pevskega zbora Globoko pozdrav namenjam gostujočim skupinam. To so šentjernejski rodisti, Lovskemu pevskemu zboru Lovske družine Krško, Dobovskim rogistom ter članicam Mešanega pevskega zbora Globoko. Pozdrav namenjam tudi gospodu Milanu Tepeju, predsedniku Komisije za lovsko kulturo in odnose z javnostmi. Gospodu Slavku Zakšku, predsedniku Komisije za lovsko kulturo pri Zvezi lovskih družin Posavja. Gospodu Igorju Zorčiču, poslancu Državnega zbora. Dr. Stanki Prieskar, svetnici občinskega sveta. Zatem pozdravljam gospod Lučko Černelič, organizatorko kulturnega programa na Javnem skladu Republike Slovenije za kulturne dejavnosti, območno izpostavo Deležnice. Pozdravljam tudi Mihaela Petančiča, predsednika krajevne skupnosti, gospoda Nikolega Filec, ravnateljico Osnovne šole Globoko, ter predsednike in člane sosednjih lovskih družin. Pa pojdimo nazaj k pesmi. Prisluhnimo še dvema v izvedbi domačega lovskega zbora. Črni kos in lovski rog.
Naj povem, da je avtor skladbe za pesem Lovski rog, kar domača zborovodja, torej gospod Franci Kerin. Izvolite. Lepo mi poje črni kos, lepo mi poje črni kos, oj črni kos, oj črni kos. Tam v zelenem bukovju, oj bukovju, tam v zelenem bukovju, oj bukovju, oj bukovju. Prišla sta pa jagra dvor, prišla sta pa jagra, o jagra dva, da bi kosa streljala, da bi kosa streljala, oj streljala. Kos je bil ti špasov si, oj špasov si. Kos je bil ti špasov si, oj špasov si, oj špasov si. Oj ta jagra se soli, oj se soli. Oj ta jagra se soli, oj se soli, oj se soli. Žilica lovska nikdar ne počiva, nas vodi v naravo, zeleni talog, kjer srnica nežna in zajček prebiva, jeseni zapoje spet lovski nam rog. Ko mine sezona, gradimo domove, za lovsko latiščino zmeraj je čas. Vrnila narava nam vse vodolgove, iz lovskega roga spet slišimo glas. Veselo bo lovčeva pisem zapila, na zadnji pogoni iz vsega srca, za vse, kar nam mati narava je dala, zahvalo ji poje rog lovski tra-ra. Pa se najprej ozrimo skoraj 50-letno zgodovino delovanja
zbora. Pisalo se je leto 1971. V globokem delu je lovska družina, ki šteje precejšno število domačinov. Povezuje jih lov, ki je najstarejša človeška dejavnost, znan že iz pradavnine, ko je oblikoval odnose v naravi. Povezuje jih tudi zavedanje, da njihovo delovanje ni pomembno le za naravo, temveč tudi za družbo. Za njih je lovstvo varovanje narave, delo z mladimi, je lovsko strelstvo, je kinologija, je lovska kultura. Povezujeta jih še želja po druženju in petju in ustanovijo lovski pevski zbor. Prvotno zasedbo vodi gospod Miha Haler. Prvič so javno zapeli ob občinskem prazniku pri lovskem domu na Piršem bregu leta 1971. V prvih letih delovanja se je zbor večkrat pojavljal na različnih nastopih v kraju, v občini in širše. Pevsko se je povezoval z zborom iz Rtič in tako nastopal kot združeni zbor Globoko Rtiče. Spomin namenjam vsem ustanovnim članom ter ostalim pevcem, ki so se v tem obdobju od nas, žal, že poslovili. Iz prve sestave zbora, ki pa je štela 12 članov, je danes živečih še skoraj polovica. In to so Miljan Zidanič, Jože Grmovšek, Franc Strgal Majši, Jože Kocjan in Franci Kene, ki pa ga vabim k besedi, pa naj kar sam iz prve roke pove še kaj iz zgodovine delovanja lovskega zbora. Med brskanjem po podatkih smo odkrili posnetek RTV Slovenija iz leta 1971. Pripravljenih pa imamo tudi nekaj fotografij, Franci, čeprav vem, da je vaš spomin še zelo jasen, ampak mogoče vam bodo pa pomoč. Izvolite. Tole, kar zdaj vidimo, je izsek iz videokasete Lov in divjati lovstvo v Sloveniji, ki ga je na pobudo Boruta Metzingerja, našega dolgoletnega prijatelja, posnela RTV Slovenija. In poleg divjadi in samega lova je tudi precej lovske kulture tam notri in precej skupin, ki so takrat delovali v lovskem pevskem zboru, lovskih pevskih zborih in pa zborih rogistov. In naš zbor, torej lovski zbor Globoko, je bil povabljen, da se deluje in smo v naši okolici tu Globokega Piršega brega posneli pač 2 skladbi. No, tole imam en par, ker sem imel nekaj popadke, pa si brado pustil. Malo čudno zgledam, ampak vseeno, pa še malo mlejši sem bil, malo manj bilo skupaj. Tako da smo, torej z 2 pesmima smo sodelovali na tem posnetku, oziroma na tej videokaseti in prav včasih štejemo, da smo to naredili. Snemali smo, tonsko smo snemali v Ljubljani, to pa je potem smo naprej bek mahali in peli, tako kot se to sicer spodobi. No, to je kar nekaj pevcev, ki jih žal res ni več med nami. To je bilo leta 1991. Tako da se kar vidi, dokaj številčen zbor je bil. Moram pa reči, da smo že kar malo po začetku iz samih lovcev, od samih lovcev, ki smo bili prej, nas je bilo 11, potem še povabili druge pevce, ki niso bili lovci, ampak so se k nam priključili in tako je bil kar takšen številčen zbor, dokaj močen, tudi dobro spoznaš za pet, da bom rekel. No, to je kar nekaj takih, ki žal ni več med nami. O samem tem no, to je nastop našega lovskega zbora, mislim, da leta 1981 pri otvoritvi
obnovljene oziroma dograjene osnovne šole v Globokem, to smo pod oknom tam peli. Eni so še prav mladi, kot vidite, sem Stane Slavko, je to kar mlad še videti, kar fantik, pa še kakšni Jan Vastovško, ki je tudi odzali tam, je malo bolj siv. Skratka, to je takšen posnetek na to. Ob 10-letnici, ki je bila leta 81, smo na tem odru prvo pesem zapeli tisto, ki smo jo prvič peli na prvem nastopu in z istimi pevci in z istim dirigentom, čeprav takrat ni več Miguel Haller naš dirigent, ampak smo se tako zmenili, imeli smo srečo, da so prišli vsi z nami, bili so vsi z nami tudi na drugem in smo enako zadevo naredili na 20. sredi, na 20. obletnici, tako da imamo tole posnetek tistih prvih 10 let pozneje, da bom rekel. No, to je tudi, potem pa so se po tem zboru na te 10-letnice priključili še drugi pevci, ki so takrat peli, pa še harmonikarja Boja Bogdana smo imeli zraven, ki nam je, takrat je bil, mislim, da ali je še bil v osnovne šole, ali pa je že bil zunaj, ne vem, ampak v glavnem naši še bil nekrat, je pomagal. Na 20-letnici imamo pa že malo heca tule gor, je pa to, ta posnetek pokaže, darilo so nam prinesli pevci iz zbora Ptiče, katerimi smo, kot je že prej povedala, nekaj časa skupaj delovali oziroma bili skupaj v skupnem zboru. Tako da je bilo malo veselja, malo humorja, pa tudi nekaj je pa prav prišlo tudi za odzorno, bomo rekli. Torej, verjetno vsi veste, ali pa vse večina vas, da je bil naš zbor pobudnik in organizator prvega srečanja Slovenski lovski pevski zborov. To je bilo leta 1974 v tej dvorani. Potem so se ta srečanja odbijala vsako leto v drugem kraju, čisto vsako leto, in letos recimo je že bilo 45. srečanje. Ko smo imeli 30. smo ta dogodek razvlekli v 2 dneva. Prvi večer smo imeli koncert zborov, ki so od začetka sodelovali pri tem srečanju. No in tole posnetek našega zbora, koncert smo imeli na dvorišču Brežiškega gradu. Drugi dan smo imeli pa tle skupni nastop vseh zborov in registrov, ki so pač na 30. srečanju sodelovali. Kot si zdaj, smo tudi že pred preteklosti sodelovali, oziroma je v Globokem od leta 80 do 90 deloval ženski pevski zbor, ki ga je vodila že pokojna Anica Kežba-Mihelin. In občasno smo se tako kot zdaj tudi dali skupaj, pa smo skupaj kakšno zapeli. To je eno od teh, mislim pa, da je to leta 92 je bilo to. Kratka, še tam nekje, potem je pa ta zbor prenehal delovati. Mi smo pa še ostali. Zbor je za svoje delovanje dobil tudi nekaj priznanj in odlikovanj. Med drugim vse 3 rede za lovske zasluge, 2., 3. in 1. stopnje, to je posnetek slika reda za lovske zasluge 1. stopnje. Dobil je takrat najvišje priznanje za kulturno delovanje Zlatorogovo plaketo, ki ga podeljuje Lovska zveza Slovenije. Dobil pa je tudi odlikovanje Lovske zveze Hrvaške, namreč na vzgledu, recimo, naših srečanj v Sloveniji so takšna podobna, kakšnih 15 let pozneje začela tudi na Hrvaškem. Tam imajo sicer veliko več registrov kot pri nas, mislim, kot zborov, tako. In se ta srečanja tudi odvijajo vsako leto in mi smo bili neki pobudniki, tudi tam pa malo smo jim pomagali, pa kdaj, pa skoraj vedno smo tudi sodelovali na teh njihovih srečanjih in potem so nam oni podelili tudi svoje lovsko odlikovanje. No pa priznanje krajevne skupnosti Globoko. Tu pa je posnetek iz enega srečanja, ne vem, kje moram reči, da res ne vem, ker nismo zapisali, ni pri nas,
nekje druge je pa samo, vem, da je to izsrečenje, ki piše Gorel Peze globoko, ki nas je, torej vodička nas je vodila in se potem z nami stikala, tako da smo tu. Je pa tu v začetku nekje tam, v prvem desetletju tega delovanja oziroma teh srečanj lovskih zborov. No, to je pa eno, oziroma leta 2004, to je pa, ko sem prej povedal, na Hrvaškem. Hrvaške so tudi ta srečanja bila in takrat, leta 2004, bo srečanje v Opatiji in smo si pač tam dol, smo naredili ta posnetek, mene takrat ni bilo zraven, ko sem bil bolan. No in, kot sem že prej povedal, občasno se srečujemo in sodelujemo se večkrat, no, sodelujemo bolj malo z žensko skupino, vokalno skupino Barbara. Ta posnetek je letošnji. Na obeh posnetkih je bistveno manj pevk in pevcev, kot nas boste danes skupaj videli na tem nastopu. Tako da, no, to pa je bilo na koncertu Globoko boje za Aline, takrat, ko smo ga imeli v maju. In to je kar potem, ko boste pa lahko ti zadvišljati. Hvala. Leta 2016 pa tudi prvega slovenskega preizkusnega tekmovanja v Vipavi in osvojili prvo mesto. Leta 2008 so bili organizatorji 35. srečanja slovenskih lovskih pevskih zborov in rogistov, ki je potekalo v Šentjerneju in Kostanjevici na Krki. Poleg mednarodnih tekmovanj se rogisti redno udeležujejo raznih srečanj in nastopov v Sloveniji in na Hrvaškem. Prav tako pa z veseljem sodelujejo z okoliškimi lovskimi družinami, ostalimi društvi, civilno družbo in z občino Šentjernej. Skupina izvaja skladbe slovenskih in tujih skladateljev, prirejene za lovski rog v uglasitvi. Sedanji umetniški vodja je Aleš Pavlič. Slišali bomo Alpenjägermarsch, Begrüßung, Hubertusmarsch in O Jägermarsch.
skupino in to je lovski pevski zbor Lovske družine Krško. V želji po bolj obranem petju so leta 1996 ustanovili pevski zbor. Svoj prvi nastop so imeli leta 1997. Od takrat redno nastopajo na srečanjih lovskih pevskih zborov in rogistov, na srečanjih hrvaških pevskih zborov in rogistov, ter od samega začetka v Gornji Radgoni na sejmu Lov in ribolov. Nastopajo tudi na pismi Posavja. Za svoje delovanje so prejeli bronasto Galusovo značko, zborovodja je Ivan Marinčič. Zapeli bodo Mi smo lovci, Gozd do tam in Ti popč jak na lumpej. Izvolite. Mi smo lovci, zgodaj stali, vsak svojo puško na ramco odjali. Po hosti smo hodili in zajčke smo lovili, smo mislili, da je špas. A vendar je moral en zajček dol pas, pa vendar je moral en zajček dol pas. Pasti, 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 pasti. Pa vendar je moral en zajček dol pas, pa vendar je moral en zajček dol pas. Mi smo lovci, zgodaj stali, vsak svojo puško na ramco odjali. Po hosti smo hodili, jelenče smo lovili, smo mislili, da je špas. Pa vendar je moral jelenček dol pas, pa vendar je moral jelenček dol pas. Pasti, 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 pasti. Pa vendar je moral jelenček dol pas, pa vendar je moral jelenček dol pas. Mi smo lovci, zgodaj stali, vsak svojo puško na ramco odjali. Po hosti smo hodili, medvede smo lovili, smo mislili, da je špas. Pa vendar je moral medvedek dol pas, pa vendar je moral medvedek dol pas. Pasti, 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 pasti. Pa vendar je moral medvedek dol pas, pa vendar je moral medvedek dol pas. Ni šepal, pa bo pal, ni šepal, pa bo pal. Pa vendar je moral medvedek dol pas, pa vendar je moral medvedek dol pas. V gozdu tam, kjer srnica se pase in kočica gozdarjeva stoji. V njej dekle kot roža sredi jase, je lepa lizika gozdarja hči. V njej dekle sredi jase, je lepa lizika gozdarja hči. V nedeljskem jutru, dragi, pride poste, v kočici presrečna sta oba. Ko vrne se logar zelene poste, ljubica lov.
nebom preganjal i gost mi pravlična dežela Bog. Divljati v gozdu več nebom preganjal i gost mi pravlična dežela Bog. Dobovski registi
so bili ustanovljeni leta 1993 na pobudo lovske družine Dobova in delujejo v okviru kulturnega društva Franc Bogovič iz Dobove. Leta 2004 so posneli svojo prvo zgoščenko, leta 2005 pa so na evropskem tekmovanju prejeli zlati rog oziroma so se uvrstili v prvo kakovostno skupino. Krajevna skupnost Dobova jim je podelila krajevno priznanje, Lovska zveza Slovenije pa red 3. stopnje za lovske zasluge in red 1. stopnje za lovsko kulturo. V skupini igrajo Jože, Marko in Bojan Petelinc, Rudi Globovšek, Dušan Polan in Robert Držič, ki je tudi njihov vodja. Slišali bomo Turgaver Jagermarš, Na deželi, Odmev in Cumaster. Izvolite.
pesmijo pa napovedujem spremembe. Torej, na odru že stoji mešani pevski zbor Globoko. Nekoliko oplemeniten z novimi ženskimi in moškimi glasovi. V zboru bosta z nami zapeli tudi kar dve dirigentki. Torej, mešani pevski zbor Globoko in zborovodja Franci Gene. Pod oknom teče mi teče vodica in dva lepa pušljiča. Pray.
večer se počasi zaključuje. Če kaj, potem sem se pri prebiranju besedil o lovstvu in iskanju podatkov naučila, da je lov eno poglavje, lovska kultura pa je čisto nekaj drugega. Ugotovila sem tudi, da pevce naših domačih zborov, pa tudi od drugod, že tradicionalno bolj povezuje slednje, kot pa tisto ta prvo lov. Da bi jim le zdravje služilo, pa dober glas ter volja do priprave še kakšnega podobnega večera. Na današnjem koncertu, malce zavitem v tančico skrivnosti, prihaja čas, ko bo treba z besedo na dan. Tako da na besedi vabim predsednika Lovskega zbora Globoko, Klemna Hriberška, in predsednika Kulturnega društva Globoko, Janka Kržana. Izvolite. Dober večer, želim, spoštovani obiskovalci. Dober večer želim v imenu Kulturnega društva Globoko, kakor tudi s svojim imenom. Kot ste že sami opazili, nocojšnji večer ni bil posvečen samo petju in igranju logistov, ampak tudi našemu Franciju in njegovemu delu v tem našem zboru, ki že ima kar dolgo tradicijo. Vse to pa je povod temu, ker Franci je sprejel odločitev, da zaključi svojo zborovodsko dejavnost v našem zboru. In mislim, da je svoj primeren trenutek, da se mu za vse to tudi zahvalimo in da mu izrečemo eno veliko zahvalo. Dragi Franci, upam, da Franci, v imenu našega kulturnega društva, kakor tudi v imenu Lovskega pevskega zbora Globoko. Vam izrekam eno veliko zahvalo za vse, kar ste naredili za ta naš zbor. Ne samo za zbor, ampak za naše Globoko in tudi širše. Druga ni, kot rečem, en veliki hvala, Franci. Zdaj pa še Klemen, no? Ja. Dober večer še v imenu Lovskega pevskega zbora Globoko in seveda v mojem imenu. Hvala lepa poslušalcem. Seveda največja zahvala, pa beseda gre našemu Franciju. Bi lahko rekel človek, da je Franci velik človek v majhnem kraju, kar se tiče pevske, lovske kulture in seveda vsega tega, kar sodi zraven. Tako da še v mojem imenu in v imenu vseh velika, velika zahvala in hvala za ves trud. Hvala lepa. Še nekaj, da tako pa ni Francija vidno, ne? To ima naš Franci. Ob tej priložnosti, Še malenko, še. se opravičujem, Ker vem, da nocoj bo suha grla, no? Pa da bo malo zapoplaknil. ob tej priložnosti vabim k besedi še vse tiste, ki bi karkoli želeli povedati Franciju ali zboru. Izvolite.
Dober večer, pozdravljeni vsi skupaj, posebej pa naš Franci. Nocoj je v Globokem res en lep in poseben večer. Redko kdaj imamo priložnost, da se na enem mestu prepleta lovske melodije, sicer že tradicionalno v Globokem dolga leta, vendar je to bolj izjema kot pogostost v Sloveniji. Še posebej pa je ta večer poseben zato, ker se nekako naš dragi Franci, dolgoletni zborovodja in delavec v ljubiteljski kulturi naše občine, odločil, da odloži zborovsko palico, če temu tako rečem, kar pa ne gre vzeti z neko žalostjo. Vemo vsi, da je Franci pomembna osebnost, ki bo še naprej živel z ljubiteljsko kulturo, z lovsko kulturo, vendar pa pride čas, kot je bilo rečeno, ko je treba odložiti delo in ga predati drugim. Franci na svetu močne izpostave Javnega sklada za kulturne dejavnosti Brežice so in smo se odločili, da ti predamo oziroma izročimo posebno priznanje in dovoli, da preberem, kaj je na njem napisano. Glede na to, da je Franci poznan širom naše občine in tudi izven nje, mu svet območne izpostave Javnega sklada za kulturne dejavnosti izroča priznanje za dolgoletno, predano in skrbno vodenje pevskih zasedb v občini Brežice in pomembno sodelovanje s Slovenskim domom Zagreb ter drugimi slovenskimi društvi na Hrvaškem in v Bosni. Dovolite pa tudi, da izrečem prisrčno dobrodošlico novi zborovodkinji Milevi Kralj Boseti, ki jo vabim, da se nam pridruži na odru. Hvala, Mileva, da si bila pripravljena sprejeti ta izziv. Prepričana sem, da se dobro počutiš med fanti v Globokem. Prepričana sem tudi v imenu Sklada za kulturo, da boš z njimi gojila tako lovsko pesem še naprej, kot tudi druge ljudske in sicer pesmi, ki jih zbori izvajajo. Hvala in srečno tudi v bodočnosti v Globokem. In prav lep pozdrav vsem, še posebno pozdrav pa izrekam v imenu Posavske zveze članom Lovskega pevskega zbora Globoko. Dober večer in lep pozdrav tudi vsem ostalim nastopajočim. Lep večer je bil danes v petju in pa v igranju. Zato je potrebno reči vam vsem hvala. Hvala ne samo za današnji večer, ampak hvala predvsem za tisti trenutek, odnosno tisti čas, ki ste ga namenjali tako pri vseh vajah, pri žrtvovanju prostega časa in pa pri vašem združevanju. Na vaši poti nadaljnji vam tudi v bodoče želim veliko uspeha, veliko še druženja in pa veliko ubrane pesmi v vseh teh letih, ki prihajajo pred nami. Veliko še enkrat iskrena hvala in pa lep pozdrav. Hvala. Večer sem skupaj, spoštovani Franci, za dolgoletno delo, ki si ga srcem in dušo upravljal tako v kulturi, še bolj v lovski kulturi. Se ti zahvaljujemo s tole sliko
in te pozdravljamo iz lovskega pevskega zbora, lovske družine Krško in želimo si, da bi še veliko let bil z nami, tako kot do zdaj. Hvala ti, Franci, za vse. Dobro večer vsem skupaj, prav posebej pa tudi Francija. Res, zdaj je čas pred Martinovanjem, bi se spodobilo ti kakšno gosto prenesem, ampak mi smo bolj čudni teč, veš se šenterneje, tako da v imenu šenternejskih rogistov en spomin, pa tudi še naprej, tako Lep večer vam želim v imenu Lovske zveze Slovenije, predvsem v imenu Komisije za lovsko kulturo, v kateri delujem. V takem primeru je kar težko kaj pametnega povedati. Ko mi je pred nekaj časa Franci omenil, bom počasi nehal, v smislu pač tak, vsi včasih rečemo, bomo nehali, pa se bo zadeva nadaljevala. Moram reči, da v krogih lovske kulture slovenske bomo Francija zelo pogrešali. Jaz upam, da si je vzel odmor samo pri domačem zboru in da bo pri slovenski lovski kulturi, pri naših prireditvah vendarle še rad sodeloval. Ker si nekako še ne znamo predstavljati brez njega, kako bi to šlo. Nič čudnega. Bil je tisti, ki je začel to, bi rekel, tradicijo, ki je, mislim, da ne v Evropi, niti na svetu ni primere. 45 let se že vsako leto odvijajo lepi in res pravi koncerti lovske kulture. Začelo se je pravzaprav samo s pevskimi zbori, kasneje so se priključili rogisti. Seveda z leti se vsaka stvar nekako obrabi in je treba kakšne nove vsebine dodati, tako da v zadnjih letih poskušamo to srečanje lovskih pevskih zborov in rogistov povezati tudi z ostalimi dejavniki v okviru kulture lovske, slovenske in sigurno je to eden od unikumov v svetu. Res je lovcev okrog 22 000, pa moramo reči, da se z lovsko kulturo ogromno ljudi ukvarja. To se pravi, da lovci nismo nič kaj drugega kot vsa ostala civilna družba. Iščemo pravzaprav vzroke za druženje in iščemo, kako bi to druženje bilo lepše in boljše. Res, da nas mogoče malo leta že lovijo. To se pri kar nekaj zborih, tudi pri tistem, pri katerem jaz sodelujem, zelo pozna. Žal je že tako pri lovcih priliv mladih, malih pevcev, pa še manj, tudi veliko manj časa je, včasih smo hodili v službo od 6 do 2, pa je potem bilo veliko časa, danes pa pravzaprav tega urnika ni več, celi dan so mladi vpeti in to je pač napredek, to išče. No, pa da ne bom predolg, jaz pravzaprav nimam besed izreči zahvalo Franciju za vse, kar je slovenski lovski kulturi predal. Zato jaz mislim, da je dovolj ena iskrena hvala in res, kot sem rekel, upam, da v enem našem delu, pa še ne boš rekel nasvidenje. Hvala lepa.
dober večer tudi v mojem imenu in pa v imenu osnovne šole, dragi Franci, se ti pridružujemo vsem čestitkam, ki za svoje delo na ustvarjalnem, torej kulturnem in glasbenem področju. Iskrena zahvala za svojo pomoč pri naših kulturnih prireditvah, ki jih prirejamo na naši šoli. V dar in spomin ti podarjamo Pavčkovo zbirko Ena sama beseda, to pa je hvala. In tudi v bodoče nas znanje še naprej povezuje, torej pesem in glasba. Vse dobro. V imenu ženskega dela Kulturnega društva Globoko se vam želimo zahvaliti za vašo požrtvovalnost, pripravljenost skočiti vedno, ko je bila potrebna trda roka. Želimo vam, da bi počeli stvari, ki jih radi počnete, da bi vas spremljala sreča in zdravje in pa da se še vedno vračate med nas. Dober večer, dragi Franci. Tudi v svetu krajevne skupnosti smo prepoznali tvoje delo in se ti iskreno zahvaljujemo za dolgoletni trud na tem področju. 45 let je lepa doba. Želimo, da ostaneš z nami, da nam priskočiš še vedno na pomoč s svojimi nasveti, svojim znanjem, lovskemu pevskemu zboru in tebi. Hvala za dosedanje sodelovanje, ki ste popestrili marsikatero našo prireditev. Želim ti veliko zdravja. Sedaj boš imel čas, da se tudi vklopiš v kraj na drugačen način. Seveda naši zborovodkinji, ki bo sedaj prevzela te naše fante, želim prisrčen sprejem v Globokem. Če bojo nestrpni, morate Franci povedati, ki Franci ima bolj pod kontrolo kot mi ostali. Tako da, res Franci, hvala ti za ves tvoj trud do sedaj. Se nisem mislil govoriti zdaj na koncu, ampak mislim, da je bilo toliko takih lepih besed izrečenih, da moram reči vsem skupaj res ena velika hvala. Hvala vsem, ki ste sodelovali z mano in upam, da bomo še naprej, se ne grem še. Tudi bolan nisem tako grozno. Zdaj sem se malo pohecal, pred 7 leti sem en zbor takole zapustil, ker sem še tudi nekaj časa napovedoval v Zagrebu, da ne bom več delal z njimi in z njih smo se razšli, prijateljsko seveda, s koncertom, tako kot danes tle. Pa sem potem čez en mesec že v bolnici bil, pa ostal pol leta tam. Upam, da zdaj ne bo tako. Torej, še enkrat hvala vsem. Moram se posebej zahvaliti tudi moji familiji, Mariji, tudi Nejcu, ki sicer ni več z nami doma, ampak tudi drugače nas podpira in tudi moje delo podpira in seveda, če tega doma ne bi imel, tudi ne bi šlo tako, kot je. Pravijo, da za uspešnim moškim, če recimo, jaz bil uspešen, stoji uspešna pa dobra ženska, jaz pravim takole, tudi za uspešnim moškim stoji ženska, ki zaije z očmi, kdaj pojde. Seveda, nekako sem se pač odločil, da je dovolj, da sem svoje in znanje in energijo temu zboru, pa še tudi kjermu drugmu dal in da kaj več ne morem dati, bom še deloval v zboru in tudi pri pevcih, ljudskih pevcih,
ki upam, da bomo še nekaj časa uspešno prepevali. Je pa res čas, ko pride čas, da treba reči, dosti je in naj še drugi nadaljujejo, naj se še malo zadevo še izboljša, ne pridejo tisti, ki imajo več znanja. Jaz moram žal povedati, da znanja tistega, ki ga bi rabo dobre zborovodje nimam, kar sem se naučil z prakse. V praksi pa predvsem pri petju v učiteljskem pevskem zboru Slovenije, kjer smo imeli zmeraj in še imajo zmeraj dobre zborovodje, ki so nas tam marsikaj naučili. In tam smo pred približno 30 leti skupaj z Melevo tudi prepevali. No, tako da smo... Tako da sem prav vesel, da je ona zdaj tu in da bo naš zbor še naprej vodila in uspešno vodila še leta in leta. Zato pa bi nekaj za dobrodošlice bomo nekaj naredili, oziroma moramo narediti najprej, torej iskrena dobrodošlica, res vam ti želim, da se lepo vklopiš med nas, mi smo te že kar nekaj vzeli za svoje, se si videla, da je že bo nekaj takih vsake sorte. No, drugo pa, tamle smo pripravili eno imitacijo, bom rekel, dirigentske palce, ni glih dirigentska palca, ampak je šiba. Tako, da če bo treba kdaj kakšnega, ali po prsih, ali pa po ušesih, kar napravi nekaj problema. Iskrena dobrodošlica, Melevo. Veliko let sem zborovodja in moram reči, da res nikoli nisem doživela tako lepega sprejema. Res sva z Francijem mislim, da pred 30, pa že malo več. Mislim, da je kar celo 40 po počasi. Res se vam zahvaljujem, Globočani, vsem, da ste me tako lepo sprejeli med sebe. Prišla sem namreč čisto po slučaju iz drugega konca Slovenije in pri vas ostala. V čast mi je, da bom lahko tvoje dolgoletno delo nadaljevala. Tole šibo pa hvala za njo, tu pa tam boste jo rabili. Ja, takole. Oziroma tudi mi smo Štajerci, ko vi prleki, tudi mi ga radi pijemo. Torej, današnja skrivnost je razkrita, nimam kaj več povedati, so fantje že vse na to temo rekli, tako da, gospa Meleva, fantje, potrudili ste se, zdaj pa dajmo, da vidimo, kaj vam napovedujem, premierni nastop gospe Meleve z lovskim zborom Globoko. Sinoči sem na vasi bil in nagel. Sinoči sem na vasi bil najbolj, Sinoči sem na vasi bil, vse dolgo sem
rekla, malo bom še vskočila. Če vam lovska melodija nikakor ne bo nocoj hotela iz glave, vedite, da so bili za to danes zaslužni dobovski rogisti, lovski pevski zbor lovske družine Krško, šentjernejski rogisti in domači lovski ter mešani zbor. Prosim, da se mi na odru pridružijo predstavniki gostujočih skupin ter predsednik Kulturnega društva Globoko, Janko Kržan, ki bo podelil priznanja za hvalo za današnje sodelovanje. Dobovski rogisti. Lovski pevski zbor lovske družine Krško. Šentjernejski rogisti. In naša Lidija za mešanje zbor. Hvala vsem. Takole, posebne zahvale namenjam še krajevni skupnosti Globoko, ravnateljici osnovne šole Globoko, gospe Roziki Vodopivec za prostor, ki ga koristijo pevci in se zahvaljujejo na vajah, in učiteljama Eriki Mak-Vranetič za pripravo scene in Bojanu Hotko za tehnično pomoč. In na koncu lovski družini Globoko in Mojci za pripravo divjačinskega golaža, s katerim bodo postregli po koncertu vse nastopajoče in vse obiskovalce dvorane. Slovenci težko zaključimo prireditev brez tistega po prireditvi. Zato za vse vas velja vabilo, da si po koncertu vzamete čas za druženje, klepet, pa za tisto, kar lovci obljubljajo. In seveda za kakšno pesem. Fantje bodo po zadnji pesmi, ki jo bodo odpeli, potrebovali le nekaj časa, da pripravijo dvorano. In za zaključek samo še tole. Po prvem pevskem srečanju lovcev na koncertu v Globokem je France Cvenkel, takratni urednik lovca, navdušeno zapisal tako. Lovska pesem v Globokem je osvojila srca vseh. Pesem ljudi združuje, plemeniti in notranje bogati. V Globokem sem doživel, da sta si od divjadi oškodovani, se vključujem, kmet in zagovornik divjadi, lovec, ob lovski pesmi prijateljsko stisnila roke. Fantje, gospa Mileva, naj bodo te besede, zapisane pred skoraj 50 leti, vaše vodilo za nadaljevanje lovske pevske tradicije v Globokem. Spoštovani obiskovalci, s tem najavljam zadnji nastop. Gospa Mileva Kralj Buzeti in lovski zbor Globoko. O kresu. Še preden pa zaključimo nocojšnji večer, bi se pa rad zahvalil tudi naši Zdenki, ki je tako lepo popeljala ta nocojšnji večer, in ena skromna zahvala. Hvala.